Pozdravljeni! Danes je dan za obravnavo malih pisanih črk. Kar 4 bomo spoznali. A boš zmogel, saj sta si črki Z in Ž ter S in Š med seboj zelo podobni. Si pripravljen? Tudi danes ne pozabi na pravilno držo nalivnika in lastnega telesa. Poglej torej, kako je obrnjena konica nalivnika, ta mora gledati proti stropu. Pazi, da nalivno pero držiš s palcem in kazalcem in da nalivnika ne držiš prenizko ali pa previsoko. Bodi pozoren, da nalivnika ne pritiskaš premočno ob podlago in da nalivnik gladko drsi po zvezku. Pazi tudi, kako sediš za mizo. Dobro poglej mali pisani črki Z in Ž. Sta kaj podobni mali tiskani črki? Sta, kajne? Le da so tu zgornje in spodnje črte vijugaste in ne ravne, tako kot pri malih tiskanih črkah. Opaziš, da ko zapišeš rokico, potem najprej narediš hribček, nato dolinico in greš nato zopet v hribček? Črki S in Š. Kaj opaziš? Tako je, spodnji trebušček imata podobnega kot mala pisana črka S in Š, zgornja vijugica pa se je spremenila v špičko. V nadaljevanju si boš pogledal zapis posamezne črke. Glede na to, da nimaš predlog, tako kot si jih imel za prve črke, boš tako kot zadnjič predlogo izkoristil kar na ekranu računalnika ali telefona. Najprej si poglej posnetek zapisa posamezne črke. Po zapisu se ti bo na računalniku naslikala predloga za pisano črko. Takrat, ko boš imel to predlogo pred seboj, posnetek za nekaj časa zaustavi. S prstom nežno nekajkrat potegni potezo po zraku pred ekranom, kot bi to počel po listu. Ko boš potezo nekajkrat potegnil in ti bo poteza posamezne črke prišla v rokico, takrat nadaljuješ z ogledom posnetka. Enako naredi tudi z naslednjo črko. Najprej si bomo pogledali, kako zapisujemo črko Z. Z črko Z zapišemo tako, da zapišemo rokico proti zgornji črti in s hribčkom začnemo. Potem naredimo rahlo dolinico in gremo zopet v hribček. Potem pa tule zaključimo s špičko, gremo poševno ravno črto navzdol, spet naredimo špičko, naredimo hribček in gremo v dolinico in povežemo z roko dalje. Ja? Zelo pomemben je tale del, da se zavedaš, da po ravni črti navzgor narediš hribček, dolinico in špička. Greš torej zopet navzdol, narediš špičko in spet hribček, dolinica in rokica. Enako je potem tudi pri zapisu črke Ž. Se pravi, grem poševno črto navzgor, hribček, dolinica in špička, naravnost navzdol, naredim špičko in grem hribček, dolinica in špička. Pri črki Ž dodam še strešico. Pogledal si zapis črke Z in črke Ž. Sedaj posnetek zaustavi in po zaslonu nekajkrat po predlogi zapiši črke. To počni toliko časa, dokler ne boš imel občutka, da razumeš poteze, ki jih moraš vleči. Nato nadaljuj z ogledom zapisa naslednjih črk in besed. Poglejmo si zapis črke S in črke Š.
Najprej te mogoče opozorim samo na tole, da vidiš, da tale del črke ima obliko solzice. Solzice smo pa že velikrat risali, ne, če se spomniš v šoli, ja? Torej, črko S se lotimo tako. Ravna črta navzgor, pri zgornji črti boš naredil špičko, ja? Potem greš pa rahlo navzdol in začneš oblikovati solzico trebušček, narediš hribček malo navzgor, se vračaš po črti in dodaš rokico. Torej še enkrat pokažem, se pravi ravna črta navzgor, pazi, špička tule. Greš potem navzdol, oblikuješ rahel trebušček oziroma solzico, greš navzgor po solzici, ampak potem tule prekineš, se vračaš nazaj in narediš rokico. Enako je z zapisom črke Š. Se pravi po strani gor, špička, greš navzdol, oblikuješ tak trebušček oziroma solzico, greš navzgor, se vračaš po zapisu in zapišeš roko. Pri črki Š dodaš še strešico. Na enak način, kot smo si pogledali zapis črk, si bomo pogledali tudi zapis posameznih besed. Najprej poglej filmček, kjer je prikazan zapis besed, nato pa po predlogi potegni s prstom, ne pozabi pa zaustaviti posnetka. Poglej, kako bom zapisala besedo za. Torej zapišem črko Z, po strani, hribček, dolinca, špička, po strani navzdol špička, hribček, dolinca, dodam rokico in povežem s črko A. Pazim, da grem pri A-ju naravnost, navzdol. Beseda iz. Zapišemo najprej črko I, grem po strani, naravnost dol za I, dodam rokico in grem hribček, dolinca, špička, po strani navzdol, naredim špičko, grem hribček, dolinca in rokica. Pika na I. Beseda si. Zapišemo črko S, torej po strani, oblikujem špičko. Grem navzdol, zarišem solzico, se po solzici vračam nazaj, naredim rokico in zapišem še črko I. Dodam piko. Zapišem besedo še. Zopet po strani, zgoraj špička, navzdol oblikujem kot neko solzico, se vračam in zapišem črko E. Grem po strani, naredim zankico in naravnost navzdol in rokica. Strešica na Š. Kaj pa beseda siv? Zopet S po strani, špička gor, navzdol, oblikujem solzico, se vračam, naredim povezavo s črko I, grem naravnost dol, dodam rokico, oblikujem črko V, kar pomeni blagi ovinek, naravnost navzdol, ožja dolinica, grem do gor in naredim krajšo rokico. Takole, še pika na I.
Beseda res. Črko R smo se učili zadnjič, torej zapišem po strani, ovinek, se vračam gor, naredim tak rahel klunček, rokica zgoraj. Povežem s črko E, grem naravnost dol pri E-ju in zapišem črko S po strani, tule špičko in sedaj rokico, solzico, se vračam po solzici nazaj in zapišem rokico navzgor. Takole. Še beseda žar. Zapišem torej po strani, hribček, dolinca in špička, po strani grem navzdol, zopet oblikujem špičko, grem v hribček, v dolinico, dodam rokico, povežem z črko A, grem naravnost navzdol in dodam črko R. Škljunček in rokica navzgor, še strešica na črko Ž. Zapišimo še besedo voz. Torej zapišem črko V, ki je torej ožja in ima rokico zgoraj, povežem s črko O, naredim tole špičko, zopet O ima tudi rokico zgoraj, zato tudi Z nadaljujem. Vidiš, takole sem naredila malce dolinice, rokica je tule krajša in grem tule zdaj v hribček, dolinico naredim in špičko. Grem po strani navzdol, zopet špička, hribček, dolinca in rokica. V zvezek lisička zapiši po eno vrstico vsake črke. Po eno vrstico zapiši tudi besede, kot je to zapisano v predlogi. Poglejmo še zapis črk S, Š, Z in Ž v zvezek lisička. Tudi te črke zapisujemo v črtico z trebuščkom. Ja, najprej bodi to pozoren. In gremo. Torej po strani do zgornje črte narediš hribček. Greš dolinico in nazaj špičko do zgornje črte. Greš po strani do spodnje črte, vidiš? Zdaj greš in narediš takole špičko. Potem se pa malo nazaj vrneš, narediš hribček, dolinico in dolinico povežeš v rokico. Paziš, da tale hribček ni predolg, da se ti slučajno ne zgodi tole. Ja? Torej paziš, da ni preširok, ampak da je ozek. Ja? Takole. Poglejmo še zapis črke Ž. Torej po strani, hribček, rahla dolinica, hribček, špička, po strani dol, hribček, dolinica, rokica. In seveda strešica na črko Ž. Črko S zapišemo takole. Torej, ravna črta po strani do sredinske črte, potem pa navzdol oblikuješ solzico, se vračaš po črtici nazaj in rokico narediš do sredinske črte. Še črka Š, torej po strani do sredinske, nehaš, ja, se potem dol pomakneš, oblikuješ solzico, se vrneš po solzici, rokico dopišeš in strešico. Poglejmo, kako zapišemo še besede. Zapišem besedo za. Torej pozorna sem, da sem v vrstici s trebuščkom. In zapišem z in grem A. Zapišem še besedo iz. Torej trebušček in grem črka I, naravnost dol rokica, povežem hribček, dolinica, špička. Po strani navzdol, hribček, dolinica, špička oziroma rokica. Kaj pa besedi si? Beseda si se zapiše torej S, navzdol rokica na I,
Takole. In še beseda še. Torej zopet po strani do sredinske črte, solzica navzdol, da oblikujem črko š. Grem z zankico naravnost navzdol, rokica, in strešica na črko š. Poglejmo zapis besede siv. Torej s, povežem z rokico in zapišem v, pika. Res, torej r, se vračam naravnost gor, naredim takle kljunček, naredim malo navzdol rokico, zapišem črko e in grem v s, navzdol, rokica. Zapišem še besedo žar, torej sem v trebuščku in grem ž, žar, strešica in voz. V zvezku za opismenjevanje lahko delno izpolniš strani 102 in 103. Zapiši črke in besede, saj poznaš za te besede vse črke. Spodnje dele nalog, kjer je pa treba besede prepisovati v zvezek, pusti, saj jih bomo izpolnili enkrat naslednjič. Srečno! Odlično! Zaključili smo še 1 uro slovenščine in danes spoznali kar 4 male nove pisane črke. Odlično napredujete. Učiteljici sva veseli, ko vidiva vaše krasne zapise v zvezku. Tudi če včasih kakšna črka ponagaja ali pa se črke nočejo lepo povezati v besedo, nič hudega. Vaja dela mojstra, le vaditi je treba. Le še 10 črk nam je ostalo, da jih spoznamo. Mala malica za vas, drugošolce, kajne?